Ja, lepo pozdravljeni. V Gospodarski zbornici Slovenije ugotavljamo, da seveda se gospodarstvo na nek način okreva po vsem tem času, vendar globoko opozarjamo, da v gospodarstvu imamo različne segmente in zato apeliramo na vlado že od decembra naprej, da pristopimo pametno k pripravi 9. paketa in hitro. Kajti ugotavljamo, da še posebej prizadeti del gospodarstva, ki je bil dolgo časa zaprt, je pred razpadom sistema. Govorimo o turizmu, gostinstvu in vseh povezanih dejavnosti. In seveda pričakovanja so jasna, da Ministrstvo za finance in Banka Slovenije uredita vse potrebno, da se moratorij, ki se je iztekel, ustrezno podaljša oziroma najdejo rešitve pri optimizaciji poroštvene sheme, ki danes ne deluje in lahko vodi v kolaps te branže. In zaradi tega seveda apeliramo, da se pristopijo vsi nujni koraki k oblikovanju 9. paketa, ki bo izdatno podprl to dejavnost in na tak način omogočil normalno preživetje, kajti drugače bomo verjetno soočeni k pomembni prizadetosti te dejavnosti. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Včeraj je bil pomemben dan za vse slovensko gospodarstvo, ko smo prišli po dolgem času prvič v situacijo, da smo naredili en pomemben korak naprej k odpiranju storitvenih dejavnosti, ki so bile večji del lanskega leta, pa vse letošnje leto zaprte. Kot veste, smo se odločili, da bomo v vsej državi, ki je v večini v oranžnem, tudi v tistih 3 regijah, ki so rumene, omogočili gostincem, da odprejo terase in začnejo svojo aktivnostjo. Na drugi strani pa smo se odločili, da omogočimo tudi tistim, ki imajo nastanitvene kapacitete, da se odpre za začetek samo 30 enot v vsakem nastanitvenem obratu, kar smatram, da je ta pomemben korak temu, da bomo končno začeli živeti bolj normalno. To sicer ne pomeni, da se lahko sprostimo. Vse te odprte dejavnosti so podvržene strogim epidemiološkim ukrepom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. O tem, kako, kaj in koliko so govorili dosti že danes naši predstavniki, ampak to je osnova za to, da lahko bolj optimistično zremo naprej. Na drugi strani pa imamo v zaključni fazi priprave predloga zakona za intervencije v tistih dejavnostih, ki so bile večji del lanskega leta zaprte. To bo tudi tema današnjega upravnega odbora Gospodarske zbornice. Gre za to, da želimo ukrepe, s katerimi smo v največji meri ohranili večino delovnih mest, to se pravi ukrepe inštrumenta čakanja na delo, pokrivanja delnega fiksnih stroškov, univerzalni temelj dohodek podaljšati in pa korigirati v smeri pomoči tistim, ki so bili zaprti. Tukaj si želimo, da te ukrepe podaljšamo do konca letošnjega leta, da za najbolj prizadete samostojne podjetnike povišamo univerzalni temeljni dohodek za 150 oziroma za 400 evrov tistim, ki so v prometu upadli več kot 70%. Želimo znotraj turizma tistim, ki so bili večino časa zaprti, nadoknaditi v procentu del prihodkov. V lanskem letu pomagati z nadomestilom za regres, ker veste, da so zahteve potem ali pa obveznosti izplačila za regresa že v prvi polovici letošnjega leta, pa še nismo in niso pričeli z delom. Prizadevali si bomo tudi, da tisti, ki plačujejo koncesije za termalno vodo, dobijo oprostitev. Na tem področju verjamem, da bomo danes slišali še pripombe, s katerimi bomo lahko nadgradili te naše predloge in verjamem, da bomo skupaj dosegli, da se bodo obveznosti plačila kreditov podaljšale. Na tem področju smo opravili že kar nekaj razgovorov, imamo težave v odnosu do
Evropske bančne agencije, s katero moramo preko Ministrstva za finance ta ukrep dogovoriti, tudi v soglasju z našo banko Slovenije. Na koncu pa lahko rečem, da sem optimističen in verjamem, da bomo s tem sproščanjem, z odgovornim pristopom k tem pomembnim korakom pripeljali do tega, da bomo to krizo v največji meri, govorimo o zdravstvenem delu, premagali in omogočili gospodarstvu neko normalno revitalizacijo. Osnova in temelj za to imamo v Sloveniji dober. Hvala. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Prihajam iz branže, ki jo je COVID kriza najbolj prizadela, in sicer iz turistično-gostinske dejavnosti. Od začetka epidemije pa do danes je naša dejavnost zaprta skupaj kar 8 mesecev in morate se zavedati, da gre za, dejavnost, ki je specifično glede na nekatere druge dejavnosti tukaj utrpela daleč največjo škodo. In zato tudi želimo in na nek način dajemo apel na vlado, da smo posebej obravnavani. Moramo reči, da z dosedanjimi ukrepi so nam pomagali, da smo sploh prebrodili in da smo še pri življenju, ampak z ključnimi ukrepi za zagon in ponovno revitalizacijo naše dejavnosti pa seveda pričakujemo veliko posluha. Katere so te ključne stvari? Te ključne stvari so, da se zagotovijo v okviru interventnega zakona zagonska sredstva za odprtje in na koncu ohranitev naših dejavnosti. Kajti smatramo, da po vseh ukrepih, PKP-jih, po fiksnih stroških smo pridobili premalo sredstev, da bi lahko likvidno preživeli in zagnali to dejavnost nazaj, in smo tudi z študijami in podatki dokazali, da so tukaj potrebna dodatna zagonska sredstva. Nujno potrebno je, da se moratoriji kreditov podaljšajo na sistemski ravni strani države do 31.12. in potem podjetja iščejo sama v nadaljnem obdobju izhodne strategije COVID z bankami, solucije, kako bojo na koncu z reprogramom kreditov in splačevanjem lahko delala naprej. Zakaj je to toliko pomembno? Predvsem je to pomembno zaradi ohranitve bonitet podjetij, kajti če bomo danes restrukturirali te kredite po normalni bančni poti, bomo vsi turistični delavci priklopljeni 2 leti na preživetje, na kapalno, in nikakor si ne bomo mogli privoščiti nobenega razvoja, nobenih novih investicij, in razvoj turizma v Sloveniji bo zastal. Nujno potrebno je v okviru interventnega zakona poenostaviti poroštveno shemo, na podlagi katere bomo lahko prišli do tistih likvidnih sredstev, ki jih nujno potrebujemo za zagon proizvodnje. To je za repromateriale, za plače. Moramo se zavedati, da turizem ni več takšen, kot je bil, da so danes je obravnava gosta prišla na nivo a la carte obravnave, da so pravila NIJZ postale smernice turizma in da nam nalaga velike prilagoditve. To pomeni, da bomo morali zagotoviti dodatne prostore, bomo morali revitalizirati naše prostore, urediti zunanje terase. Zato so potrebna zagonska sredstva. In verjamemo, da država bo v tem zaključnem delu naši dejavnosti prisluhnila, da bomo lahko se čez leto, 2, 3, ko bomo lahko normalno delovali, izenačili z ostalimi dejavnostmi nazaj in zagotavljali nek normalen razvoj. V nasprotnem primeru pomeni to propad te dejavnosti, pomeni to lahko tudi od 10 do 12 tisoč brezposelnosti, in na koncu, kaj je pa najbolj pomembno, pa pomeni to, da bomo izgubili tiste kadre, ki smo jih vzgajali zadnjih 15 let in smo z njimi poskušali, graditi to našo, bogato, zeleno deželo, in na ta način bojo ti ljudje odšli v industrijo, izgubili bojo tukaj zaupanja, kajti doma so že veliko časa in imajo velika pričakovanja. To so kadri, ki so delali skozi cel teden, ki so delali za vikende, ki so delali za praznike, in želimo jih ohraniti. Morate se zavedati, da naš sektor ta trenutek je v stiski in da ne govorimo na pamet, govorimo na podlagi dejstev, in resnično potrebujemo to pozornost izhodne strategije, ki bo trajala najmanj 2 leti. Nujno potrebno je potem tudi z ukrepi, kot so bili turistični boni, nadaljevati, to se pravi seveda, kar tudi velja, da bomo lahko pokoristili do konca leta, in pa potem nadaljevati s promocijo doma in tujini, da se bomo lahko smernicam, ki nas bojo spremljale,
prilagodili in gradili nov turizem, ki bo zahteval bistveno višjo dodano vrednost, če bomo želeli se razvijati in preživeti v tem sektorju.